še sam Volkswagen pravi, da to je pa zdaj končno spet tisti pravi Volkswagen. Kako lahko med vožnjo, brez slabosti in povsem legalno spiješ pivo z alkoholom? In kaj narediti, ko te avtomobil po krivem obtoži? No, poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kljub vsemu tehnološkemu napredku in tudi prelomnim dogodkom so tudi danes naše oči tiste, ki nas najmočneje pa tudi najbolj hitro navdušijo za kakšen avto. Dober primer tega je na primer novi Renault 5, ki je požel val navdušenja, ko smo ga parkirali, pa tudi vozili na ulicah Novega mesta. Dober primer pa je tudi novi Ford Explorer, za katerega mi je velika večina zunanjih opazovalcev dejala, da je zelo lep. Ampak estetika ni pomembna le na zunaj, kar nam date naši gledalci jasno vedeti s svojimi komentarji in sporočili. Zelo pogosto se namreč zgodi, da odločno pograjate nekako neestetsko umeščene zaslone, ki štrlijo nad zgornjo linijo armature. No, z velikim veseljem vam sporočam, da ima Ford za vas rešitev. Poglejte. Moram priznati, da se strinjam z vami. Ko je zaslon takole obdan z linijami armature, vse skupaj deluje bolj očem prijazno. Ampak moram vam priznati tudi, da sem tale zaslon kar hitro pomaknil nazaj v tale zgornji položaj. Razlog je seveda v našem vidnem polju. Ko, na primer, želim, da me na neki neznani poti spremljajo Googlovi zemljevidi, jih moram seveda čim bolj enostavno spremljati, s čim manj pogledovanja s cestišča. No in verjamem, da se boste strinjali, da je konstantno pogledovanje sem dol med vožnjo nesprejemljivo. In kakšen je Explorer kot električni avto? Pravzaprav je zelo učinkovit in zmogljiv električni avto. Tale ima na primer dva elektromotorja, ki skupaj prinašata 250 kW moči in pa štirikolesni pogon. No in ta štirikolesni pogon je v avtomobilih te vrste izjemno dobrodošel. Na ta način ima namreč elektronika proti zdrsavanju pogonskih koles precej manj dela, vožnja pa je tako precej bolj preprosta in predvidljiva. Pri mešanem ciklu boste lahko z enim polnjenjem baterije prevozili precej več kot 400 km, sploh če bodo temperature električnemu avtomobilu naklonjene. No, sam sem se tekom testa vozil s povprečno porabo približno 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Če boste vozili še nekoliko bolj umerjeno in varčno, pa se boste lahko, kar se tiče kilometrov, spogledovali celo s 500-tico. Kljub takšnim zelo dobrim električnim avtomobilom bo očitno zeleni prehod pri avtomobilizmu trajal še kar nekaj časa. No in kljub številnim regulativam si vodilni možje danes še naprej belijo glave, kako bi ga točno sploh izvedli. Morda pa bi si lahko v številnih pogledih olajšali delo, sploh če bi za to obstajalo dovolj politične volje. Zagrizimo zdaj v vrsto transporta, ki je električna, deljena in, vsaj za nas uporabnike, tudi popolnoma avtonomna. Seveda, gremo na tire. Potovanje z letali je zadnje leta prava loterija. Stalno neke zamude, seveda zamude pomenijo tudi zamude povezanih letov in pa pogosto tudi celo prenočevanje v kakšnih hotelih. Letos se je recimo dvakrat že zgodilo to, da ni bilo tiste ekipe, pride pobirati kovčke iz letala. Enkrat se je celo pripetilo, da so nas z avtobusom pripeljali direktno do letala, potem pa je avtobus obrnil in nas peljal nazaj na terminal. Razlog pa je bil, da je manjkalo kabinsko osebje, vključno s pilotom.
Tako sem se jeseni končno odločil, da poiščem alternativo po tirih. In to je zdaj moja tretja pot po Evropi z vlakom. Zato si zdaj že upam posneti ta povzetek in v njem povedati ugotovitev, da tudi sam nisem verjel, da je možno potovati iz Ljubljane v Hanover, zamenjati 4 vlake in vsi ti 4 vlaki pripeljajo in odpeljajo do minute natančno. Ampak seveda ni vse tako perfektno, predlagam, da se udobno namestimo, tako kot se lahko udobno namestimo tukaj na vlaku in pa, da gremo zdaj skupaj na pot. Za prvo pot sem izbral vlak iz Torina do tržaškega letališča, torej pot, ki bi z avtom po tisti res dolgočasni Padski nižini trajala dobrih 5 ur in bi stala 82 €. Izredno udoben in tih, hitri vlak pa stane 70 € in pelje slabe 4 ure. Ampak bil je petek 13. Pri Milanu je iztiril tovorni vlak, vanj se je zaletel potniški, k sreči ni bilo žrtev, ampak nastal je prometni zamašek. Po mojem mnenju so ta prometni zamašek Italijani vzorno odmašili. Številne vlake so preusmerili v Milanu, pa nam je osebje s tablicami v rokah proaktivno našlo nadomestne povezave že kar med čakanjem v vrsti na uradno okence. Torej, domov sem spet prišel z zamudo, tako kot z letalom, ampak ko sem videl posnetke nesreče, sem bil vesel, da sem prišel. No, nekaj dni pozneje sem si privoščil pot številko 2. Šel sem iz Ljubljane v Hanover, to je bila tista pot, ki sem jo opravil do minute natančno. Začela se je pot v Ljubljani ob 5:23 na vlaku za Beljak. V Beljak smo prišli točno in moja skrb, da bo 9 minut premalo za prestop na vlak za Salzburg, se je razblinila. Naslednja moja skrb pa je bila načrtovano popravilo tirov pri Bad Gottsteinu v avstrijskih hribih. Sprevodnica me je takoj pomirila, mi je rekla, vse je ukalkulirano, vse bo v redu. In res, pride ta odsek, gremo dol, avtobusi čakajo, prepeljejo in tako kot je rekla sprevodnica, smo v Salzburg prišli on time. Prestopim na vlak za München, v Münchnu ista zgodba, brez zapletov, prestopim na vlak do Hanovra. No, na poti proti Hanovru pa sem si potem privoščil tudi eno prednost vlaka pred avtomobilom. Namreč ob kosilu sem spil pivo z alkoholom. V Hanover sem torej prišel ob 16:33 po 11 urah in 10 minutah. Za občutek, če bi lahko vozil brez postankov, bi teh 1047 km z avtom v teoriji prepeljal 1 uro hitreje. V praksi pa bi zagotovo vozil dalj časa, ker bi se pač utrudil, pa kakšen zastoj bi bil in tako naprej. Jaz pa sem na vlaku užival, spal, bral, brskal po spletu, pisal, celo en sestanek sem imel. In pot je stala 71 €, torej okoli 30 € ceneje, kot bi bila z avtomobilom. Kaj pa pot nazaj? No, prenočil sem v letališkem hotelu in seveda sem šel iz letališča do glavne postaje z vlakom, ne pa s taksijem, na primer. Ampak vlak kar stoji in stoji in stoji, mi pa kar čakamo. Na to pa po 45 minutah pride obvestilo, da vlak ne bo odpeljal, da tiri niso primerni in da naj gremo na avtobus. In tukaj pa so Nemci pogrnili na izpitu, namreč nikjer nobenega osebja, nobene informacije. In potem se nas je nabrala mednarodna druščina iz Tajvana, iz Južne Afrike, tudi vmes je bila Lufthansina stevardesa. Skupaj smo potem poiskali tisti avtobus, našli neko postajo. Voznik avtobusa je potem rekel, ne, jaz nisem ta pravi, ampak lahko vas zapeljam do enega mesta, tam boste pa šli na tramvaj. No in seveda potem se je to res zgodilo, cel tisti vlak se ne se spravil na avtobus, seveda se je takoj nabrala gneča, ampak potem vendarle smo nekako prišli do glavne železniške postaje. Zgovoren je bil odziv uradnika za stike s potniki na okencu nemških železnic in rekel je, ta Straßenbahn, ves čas neki problemi. Ampak no, dobim novo povezavo, pravzaprav še skoraj bolj udobno z 1-urno pauzo za kosilo v Münchnu. In tudi do Salzburga sem prispel udobno, brez težav. Tam pa takrat je svojo rušilno moč pokazala Donava. Na tistih obvestilnih televizorjih so kar naenkrat začela padati obvestila o odpovedi
vlakov. Bolj ali manj vsi vlaki po Avstriji so bili odpovedani, da je moj vlak proti Beljaku dejansko speljal, sem pravzaprav lahko si rekel, da je to sreča v nesreči. In tudi sprovodnik na vlaku je že rekel, ne boste prišli, tukaj imate voucher za hotel v Beljaku. Torej, domov nisem prišel pravočasno isti dan, ampak sem pa dobil novo izkušnjo, torej nočni ogled lepega, čudovitega Beljaka. Za mojo tretjo pot po Evropi z vlakom sem izbral nočni vlak. V Ljubljani sem se usedel zvečer ob 10 na hrvaški vlak, ki pelje iz Zagreba direktno v Študgart. In v Študgart sem se zjutraj pripeljal spočit, naspan, pripravljen za snemanje na Mercedesovi predstavitvi. Nočna vožnja z vlakom stane od 30 evrov na klasičnem sedežu, postelja v skupni kabini stane 70 evrov, lastna soba pa 160 evrov v eno smer. Skupno torej še vedno ceneje kot letalo, ki pa za to relacijo in pa moj urnik tiste predstavitve niti ni ponujala dobrih povezav, torej bi enako kot če bi šel z avtomobilom moral žrtvovati še en dan, v mojem primeru nedeljo z družino. Zdaj, kaj sem se na teh poteh naučil? No, to, da je smiselno, da s potovanji z vlakom nadaljujem, da pa seveda žal ne morem z vlakom nadomestiti vseh poti z letalom, pač preprosto z vlakom včasih traja pot predolgo. Zdaj seveda odgovorno od nas in od držav na splošno pa tudi je, vse te kratke letalske povezave nadomestimo z vlakom. Namreč, če letalo leti iz Gradca na Dunaj, no, to pač res ni ekološko. Klicaj. Naučil sem se tudi to, da je včasih smiselno pogledati, katera linija je zanesljiva, pa katera ne. Jaz sem recimo v tem primeru kar poklical na železniško postajo v Ljubljani in so mi potem tiste gospe tam, ki prodajajo karte, povedale, ja, to je smiselno, to je varno, tisto linijo pa rajši pustite, tam se vedno neke težave pojavljajo. Povedala so mi tudi, da je pri njih včasih kakšna karta celo cenejša, kot pa če bi jo recimo kupil preko spleta. Seveda, lahko se vprašamo tudi, a vlak lahko nadomesti avto. Zdaj, v nekaterih primerih, recimo tako kot na tej poti v Študgart, je vlak definitivno zmagovalec. Seveda pa je lahko druga situacija, če bi nas recimo z avtomobilom potovalo več. Če mi dovolite, bi šel zdaj v tem spalnem vlaku spat. Torej, do prihodnjič, lahko noč. Hitro polnjenje seveda ponuja tudi Explorer. Na hitri polnilnici se namreč lahko polni tudi z več kot 180 kW moči. In pri tem hitrem polnjenju me je včasih kar malo živceral. Vsakič se je namreč napolnil hitreje, kot pa sem jaz uspel kaj pametnega narediti na mojem laptopu. Na prehitro vožnjo nas danes večinoma avtomobili opozarjajo kar sami. In pri tem znajo biti, roko na srce, kar precej nadležni. Zakaj? Ker nas obtožujejo po krivem. Kot je Luka omenil, lahko hitrost hitro presežemo, velikokrat tudi nevede. V modernih avtih so vgrajeni številni asistenčni sistemi, ki nam pomagajo. Evropska komisija celo zahteva, da so nekateri te sistemi obvezno vgrajeni, kot je tudi sistem za prepoznavanje prometnih znakov in opozorilnik, da vozimo prehitro. Ampak ta sistem nas včasih po krivem obtoži. Kako torej deluje ta sistem, ki nam pomaga, da ostanemo znotraj omejitve hitrosti? Deluje preko kamere, ki se nahaja tu zadaj, ki stalno spremlja promet in nam sporoča na armaturni plošči, kakšna je omejitev hitrosti. Za boljše prepoznavanje prometnih znakov pa si kamera pomaga tudi z GPS zemljevidi, pa vozniki lahko zaupamo tem sistemom. Težava se pojavi, da že v Evropski uniji zakoni niso enaki. Kot recimo na Poljskem, na Madžarskem, v Angliji in tudi pri nas v Sloveniji križišče razveljavi hitrostno omejitev, kar povzroči kameri manjšo težavico. Pa poglejmo, kako se ta težavica v praksi pokaže.
Vozim po cesti, ki ima omejitev 90 km/h, kar kamera lepo zazna in nam lepo kaže na armaturni plošči. Približujemo se znaku 70 km/h, kar je kamera zaznala, spremenila hitrost, ampak približujemo se križišču, kar pa kamera ni zaznala in nam ni spremenila hitrosti, še vedno kaže 70 km/h. Te asistenčni sistemi nas prav nadležno včasih opozarjajo in cingljajo, da smo prekoračili hitrost. Zato vozniki prav iščemo, kako bi to čim hitreje izklopili. Tu nam grejo avtomobilski inženirji nasproti in kar tekmujejo, kako bi čim bolje ustvarili bližnjico, da sistem čim hitreje izklopimo. No, v tem konkretnem modelu Ford Kuga imamo na volanu LIM tipko, s katero preprosto in enostavno izklopimo sistem. Pridržimo jo nekaj sekund, takole, in cingljanja ni več. Ni prav, da nas ti sistemi silijo k temu, da si jih želimo izklopiti, saj nas prevečkrat po krivici obtožijo. Razumemo pa, da dokler ne bomo imeli 100% digitaliziranih cest, vključno z časnimi omejitvami, kjer so dele na cestišču, ne moramo pričakovati, da bodo te sistemi delovali 100% zanesljivo. Je pa res, da so ponovadi bolj vzgojni tisti sistemi, ki nas na bolj prijazen način opozarjajo, da smo prekoračili hitrost. Recimo, ta avto najprej lepo svetlobno opozarja, potem malo glasneje se oglasi in šele na koncu res zvočno poudari, da smo prehitri. Nežno pa bo opozarjal tudi naslednji avto, ki vam ga bomo predstavili po oglasih. Gre za nemški električni avto, ki na nemškem avtobanu ne bo omejen na 160 km/h, kar je ponavadi najvišja hitrost električnih avtov. Novi Mercedes CLA bo namreč presegel 210 km/h. Švedsko podjetje Northvolt, torej proizvajalec baterij za električne avtomobile in pa tudi najnaprednejše evropsko podjetje za reciklažo baterij, je bankrotiralo. To ni slaba novica samo za Volkswagen, ki je bil deležnik v tem podjetju, ampak je v bistvu slaba novica za celotno evropsko avtomobilsko industrijo. Namreč Northvolt je veljal za pravzaprav edini up Evrope v boju z velikimi kitajskimi proizvajalci baterij in dobaviteljska veriga proizvodnje evropskih električnih avtomobilov tako še nekaj časa ne bo mogla biti vse evropska. Kako naprej? Interes je pokazala švedska Scania. Pa mimogrede, ko smo ravno na Švedskem, v nekdanji Saabovi tovarni v Trollhättanu naj bi izdelovali nove kobre. Z velikimi finančnimi težavami se ubada tudi japonski Nissan. Po propadlih pogovorih o združitvi z še enim japonskim velikanom, torej s Hondo, so odslovili svojega predsednika uprave. Novi predsednik pa je Mehičan Ivan Espinoza. Pred kamero smo ga v naši oddaji gostili leta 2017. Intelligent drive, intelligent power, intelligent integration. Medtem pa je Nissan v Veliki Britaniji zaključil obsežen razvojni projekt, kjer so testirali, kako samovozeči avtomobili komunicirajo z drugimi udeleženci v prometu. Prevozili so 25.000 km, samovozeče seveda, no in v nekaj dneh potujemo tja, tako da bomo o izvlečkih te raziskave poročali bolj obširno. Porsche bo odpustil 4.000 delavcev, razlog je seveda vsip navdušenja nad električnimi avtomobili, še posebej na Kitajskem. Ampak bolj bi padec prodaje moral skrbeti Tesla. Zdaj prodaja komaj da še 10 avtomobilov. Delnice so tudi padle za kar polovico. Seveda je razlog precej drugačen kot pri Porscheju. Teslo zdaj strmoglavlja kar nekoč glavni ambasador Tesle, Elon Musk, s svojim seveda političnim protrampovskim udejstvovanjem avtomobilov. Seveda, nič presenetljivega. Plane pa zdaj rahljajo tudi v Veliki Britaniji, kjer so prepoved prodaje avtov z motorji na notranje izgorevanje. Leta 2030 bo to prepoved nadomestila prepoved prodaje neelektrificiranih avtov, torej hibridi so ponovno ok. Svetovni in evropski rallycross pa ne poteka več samo po pravilih Zveze za motošport, se pravi FIA, ampak je FIA postala kar lastnica in pa organizatorska teh stadionskih rally predstav. Pa naj spomnimo,
Rallycross je v bistvu odgovor na očitke, da ogled rallija zahteva od gledalcev preveč angažmaja. Zato, ker se je seveda treba sprehoditi do teh atraktivnih punktov, pogosto skozi kak gozd. Pri Rallycrossu pa se gledalci preprosto usedejo na tribuno in uživajo predstavo. Pa ko smo že pri superšportnikih, Audi namerava v svojo ponudbo vrniti model R8, ampak to ne bo več Audi, ampak Lamborghini s 4 krogi. Tokratna glavna avtomobilska premiera je novi Mercedes-Benz CLA. Ta avto vsebuje programsko opremo, ki jo je Mercedes razvil v celoti sam v Stuttgartu. Gremo v Stuttgart, v njihov razvojni center. Tretja generacija izredno popularnega Mercedesa CLA postavlja trdne temelje celotne znamke Mercedes-Benz za prihodnost. Namreč govorimo o večinsko lastnem razvoju, torej o manjši odvisnosti od znanja partnerjev in to tako na strojnem znanju, kot tudi na področju računalniške programske opreme. Avto namreč v celoti temelji na v lastni hiši zasnovanem operacijskem sistemu, ki je tudi izdatno povezan z umetno inteligenco, pa zagotovo ne boste presenečeni, da se avatar umetne inteligence kaže v obliki migetajoče zvezde. Velik je tudi razpotegnen zaslon, sega tudi pred sovoznika, pravzaprav je celotna kabina kot en sam velik širokokotni zaslon. Lastna pa sta tudi elektrifikacija in hibridizacija. Pa če se najprej posvetimo elektrifikaciji, za električnega CLA namreč že vemo, da je to hiter nemški avtomobil. Izraz nemški pa seveda pomeni, da je primeren za nemške avtoceste. Torej pelje lahko 210 km/h, kar je seveda za električni avto zelo hitro. Konkurenca ponavadi omeji končno hitrost. Pa naj spomnim, sposobnost vožnje po levem voznem pasu avtobana so dokazali na dirkališču Nardo s celodnevno vožnjo v stilu 100 km najhitrejše možne vožnje, pa potem 10 minut polnjenja in to so ponavljali rekordno celih 24 ur. No, hitro polnjenje omogoča 800-voltna tehnologija, kolikšna pa je velikost baterije? The new battery is, first of all, a modular concept, so we can scale it and we will use it in 90% of our upcoming vehicles. We have a very efficient design in cost and volumetric energy density, and by that we are able to deliver up to 85 kWh. Second is, we do not only offer a premium version, but also very cost-efficient technology path with LFP, so lithium iron phosphate, where we can use 58 kWh, which is the entry version of that battery. Can you compare the LFP technology and the NMC technology? The NMC technology is our technology for energy density, and you see the values of 680 Wh per liter, which are best in class for that technology. This is our path by adding silicon to the anode, which increases energy density also for standard nickel manganese cobalt chemistry. And this is on our first step, how we reached the 680 Wh per liter, which leads us to that impressive number of 85 kWh in the battery. In comparison, the LFP for the entry segment offers only 450 Wh per liter, which is true to 58 kWh usable. So the same size, but a lot more energy density. But how far can we go, for example, with solid-state batteries? Solid state will go above 800. Pomemben je podatek, da novi CLA pušča za kar 40% nižji ogljični odtis v primerjavi s predhodnikom. Bistveno pri tem pa je, da so ta podatek izračunali glede na celotno proizvodno verigo. Hkrati pa novi model postavlja močne temelje za krožno gospodarstvo. Tako je kovine za svoje baterije Mercedes-Benz kupil skorajda za zmeraj. How much did recycling process influence your battery development? We call it design for circularity. That means that at the very beginning of the design of the new battery generation, we already thought about how we could repair and at the end recycle the battery with up to 96%.
Does this mean also that you can use the same material from today's battery into the future batteries? That is the plan. Material getting out of Copenhagen plant will be used for future battery electric vehicles. So the metals will be inertia again. Yeah. Wow, that's huge. And this recycling process is very costly to recycle. It is cost efficient because you have to compare it with new material which comes out of mines in the earth, and this is also with some price. In ja, CLA ni samo elektrificiran, je tudi hibridiziran. Zdaj pa čisto zares, pravi Volkswagen. Čas je za novo električno ero. Ni se še povsem polegel prah od pompozne predstavitve ljudskega Volkswagena ID2 All, že smo priča novi pompozni predstavitvi, za katero pri Volkswagenu pravijo, da bo morda celo še bolj prelomna. V Düsseldorfu se je namreč premierno predstavil koncept s pomenljivim imenom ID Everyone. In verjetno si lahko predstavljate, kaj želi Volkswagen s tem imenom sporočiti. Še celo sami šefi znamke priznavajo, da se je Volkswagen v zadnjem obdobju nekoliko odmaknil od svojega bistva. No, zdaj je čas za povratek nazaj, za povratek k koreninam. No in ključno besedo pri tem bo imel ravno model, ki ga imamo tukaj. ID Everyone bo še manjši od modela ID Polo. To bo torej vstopni električni avto, s katerim si Volkswagen nalaga odgovornost popolnoma demokratizirati električno mobilnost in na ta način upravičiti ljudskost, ki jo nosi v svojem imenu. Pravzaprav bo šlo za naslednika Volkswagena e-up, ki je že pred nekaj leti pokazal, da si trg tovrstnih avtomobilov še kako želi. A električni up je bil zgolj predelava bencinskega avtomobila. Njegov naslednik pa bo seveda električen od glave do peta. Zasnovan je namreč na znani električni platformi MEB, za nameček pa Volkswagen obljublja, da bo novinec celo cenejši. Njegova začetna cena naj bi se gibala okoli 20.000 evrov. What we need in order to make a vehicle like the ID Everyone feasible is, on the one hand, a reasonable cost base and strong demand for battery electric vehicles. And when it comes to the overall, most importantly, battery prices, and also the demand in Europe, we think now is just the right moment for us to kick off a project like this, to create a small, compact electric vehicle like the Everyone, and make it a big success for our customers, but of course also for Volkswagen. Kot nakazuje koncept, se Volkswagen ponovno vrača k svojim oblikovnim koreninam in se še naprej odmika od smernic, ki so jih nakazali prvi modeli z oznako ID. Ta dizajn je seveda še vedno tipično koncepten, s takšnimi velikimi platišči in pa futurističnimi linijami. No, ampak kljub temu sem uspel v njem prepoznati nekaj oblikovnih značilnosti, naprimer modela Lupo ali pa prve, druge ali pa tretje generacije Golfa. V primerjavi s predhodnikom, torej modelom Up, bo novinec nekoliko prostornejši v notranjosti, na zunaj pa podobno kompakten. Seveda bo imel tudi večji električni doseg, kar morda obeta, da ta malček ne bo več le mestni malček. No, morda bo malo bolj mestni njegov elektromotor, ki bo imel 75 kW moči, poganjal pa bo prednji kolesni par, kar je novost pri električnih Volkswagenih. Serijska proizvodnja koncepta s številko 2 se bo po napovedih začela v letu 2026, številka 1 pa bo sledila v letu 2027. First, we have to make a car that customers really want. With all the Volkswagen virtues, great reliability, but also beautiful design. You've seen the vehicle. I think our designers really nailed it. And then, of course, we have to work on costs everywhere, each and every bit and each and every part, in order to create a cost base that allows us to make the whole project feasible.
No, na zares dostopnega ljudskega električnega Forda zaenkrat še čakamo. To bo poskušala spremeniti nova električna Puma, ki jo bomo prav tako predstavili v eni izmed naših prihodnjih oddaj. Novega Explorerja, ki nosi ime priljubljenega ameriškega modela, pa z evropskim Volkswagenom družijo močne vezi. No in verjetno ste pozorni že opazili, kateremu modelu bi lahko bil podoben. Gre seveda za model ID4, no ampak kljub temu je Ford izbral precej samosvojo pot, kar se vidi predvsem v notranjosti. Poleg tega zaslona je precej drugačna tudi zasnova sredinske konzole, ki prinaša že precej premijskih občutkov in na splošno moram počutje v potniški kabini v tem avtomobilu odločno pohvaliti. Bolj podroben test Explorerja je medtem že objavljen na našem spletnem portalu mmcrtv.slo.si. Predlagam vam klik, obenem pa seveda tudi na našem YouTube kanalu, kjer se lahko za še več naših vsebin seveda naročite. Tako, vidimo se ponovno prihodnjo sredo, srečno pa vam tokrat zaželim s kratko napovedjo, kaj boste lahko takrat v naši oddaji spremljali. Zdaj kolesarjem po noči, tak jaz zelo pogosto čutim takšno agresijo od avtobusov. And they just horn. I don't know. Trobijo. Yeah, and I feel like myself crazy.